Izvajalci slovenske popularne glasbe so vendarle dobili svoj prostor na nacionalni televiziji. Mislim, da imamo dovolj izvajalcev in avtorjev, ki so res dobri, ki se lahko merijo z evropsko glasbeno produkcijo. Dosti mladih izvajalcev, dosti mladih avtorjev, ki skušajo ujeti ta nek mainstream moment, ki ga lahko slišimo na radijskih postajah. S čim bo Popshop postregel, ponudil bo novice in novosti iz sveta slovenske popularne glasbe, pregled glasbenih dogodkov, koncertov in nastopov, obenem pa bodo izvajalci predstavljeni na bolj sproščen način. Nismo hoteli na začetku, da bi bili samo prispevki iz koncertov, zato tudi velik poudarek na izvajalcih oziroma na ustvarjanju glasbe zunaj koncertnih odrov. Se pravi, gremo k njim na obisk, ne gremo domov, gremo v studije, jih obiščemo v samem procesu ustvarjanja novega materiala. Enega izmed domačih ustvarjalcev bodo običajno predstavili tudi v virtualnem studiu oddaje, ki jo vodi Nejc Šmid. Nejc je diplomirani psiholog, a je že od nekdaj povezan z glasbo, igra kitaro, ukvarjal se je z rapovsko glasbo in tudi sicer precej podrobno spremlja slovensko glasbeno sceno. Se mi zdi, da Slovenija ponuja zelo veliko kvalitetnih glasbenikov in izvajalcev. Zmotno je mnenje, da Slovenija pa ne premore dobre glasbe, vse, kar imamo, je narodno zabavna, pa še kaj takega, pa to ful ni res. Tudi narodno zabavno je super in tudi narodno zabavno je zelo velike, zelo dobre pop glasbe in tudi ostale. In če ste se spraševali, zakaj je naslov oddaje ravno Popshop, je odgovor precej preprost. V bistvu pa je Popshop kot šop šejem, se pravi lahko kot nekak šop oziroma šopek popa, oziroma lahko pa tudi, če ga prebereš kot šop, angleško, lahko pomeni kot neko izložbo oziroma trgovino popa, se pravi ponudimo, dajemo v izložbo tisto, kar je dobrega.